Slovenci iz zamejstva, vse lepo pozdravljam. Na svetih tleh Kočevskega Roga so nam pomorjeni še posebno blizu. Svoj križev pot so prehodili sami, ni bilo Veronike niti Simona, ne matere, da bi sina vsaj mrtvega še enkrat objela. Samo zmerjanje, kletev, smrt, zločin. Še danes so ožigosani in ne morejo se braniti. Zato smo mi, da njim v bran povemo resnico. Doma smo imeli križev pot vsak dan. Brezupno čakanje na njihovo vrnitev, izropane domačije, brezmejna žalost mater, očetov, žena, deklet, strah, žalitve, norčevanja, neštete krivice. Nasilne smrti očetov in zamolčana resnica je otroke zaznamovalo za vse življenje. Kdaj bo slovenski človek res v globini srca zaslutil to veliko trpljenje in obžaloval tako veliko narodovo izgubo? Tu smo v spomin pomorjenim, pa tudi v spomin vsem našim križevim potem. Kot običajno pri naših slovesnostih nastopajočim ne ploskamo, saj tudi pogrebne govore poslušamo v tišini. Ob koncu bomo zapeli skupaj pesem Moja domovina. Slovesnost pričenjajo domobranci s pesmijo Dober dob. Fronti.
Spoštovani, kar človek seje, to bo tudi žel, je zapisal sveti Pavel v pismu Galačanom. Vsako naše dejanje, dobro ali slabo, odmeva v našem življenju in življenjih ljudi okoli nas. Nekatera dejanja, kot na primer Brutov atentat, Pilatova razsodba, odkritje novega sveta, izum tiska ali pa teorije relativnosti in stopinje na Luni, se neizbrisno vtisnejo v zgodovino. Najbolj usodno pa zaznamujejo človeško zgodovino ideje. Ideje, ki jih zasejajo posamezniki ali pa filozofske šole. Od misli starih Grkov, Jezusove nove zapovedi, srednjeveške scholastike, humanizma pa tja v novoveški racionalizem. V 18. stoletju pa je Evropo preplavil nov idejni tok, ki ga prepoznamo pod imenom razsvetljenstvo. Njegovi nosilci so prinesli v družbo veliko svežih idej, ki pa so imele to čudno lastnost, da so se hitro sprevrgle v svoje nasprotje. Privrženci novega nauka so razglašali svobodo, pa so v francoski revoluciji ustvarili diktaturo. Govorili so o privatni lastnini, ob tem pa plenili premoženje. Govorili so o verski svobodi, ob tem pa rušili cerkve, pobijali duhovnike in izvedli genocid nad katoliško pokrajino Vendée. To jakobinsko nasilje in teror je preučeval francoski zgodovinar Tocqueville. Leto dni pred svojo smrtjo je v pismu prijatelju potožil, da je izčrpan, ker ne najde pravih besed, s katerimi bi opisal grozljive razsežnosti revolucionarnega terorja. V tej bolezni francoske revolucije je nekaj posebnega, kar čutim, zapiše. Ne morem pa niti opisati, niti analizirati vzrokov za to. To je virus nove in neznane vrste. Odkot prihaja ta nova pobesnelost? Kdo jo je izzval? Kdo jo nadaljuje? Jakobinski prevzem oblasti sta natančno preštudirala Karl Marx in Friedrich Engels. V svojih besedilih sta nadgradila ta nevarni virus, ki ga je Lenin izpustil, najprej v ubogo Rusijo. Od tam pa so ga širili agenti Kominterne na zahod, na univerze, med kulturnike, pisatelje, krščanske socialiste. K nam so ga prinesli Kidrič, Kardelj, Maček, Bebler, Marinko in drugi komunisti, ki so se tik pred vojno spajdašili s Hitlerjevimi nacisti. Vojna je bila trenutek, ko je bil naš narodni organizem najšibkejši, razbit, okupiran in ponižan. In prav tisti trenutek so komunisti izkoristili za začetek revolucije. Moriti so pričeli ugledne vaščane, voditelje mladine, meščanske politike, pokončne katoličane. Slovenska zgodovina je pričela beležiti prve politične umore, ki so že v prvem letu vojne šli v stotine. Po prvem šoku se je del najpogumnejših odločil, da se bo komunističnim teroristom uprl. Ti uporniki zoper komunistično zlo so prepoznali pravo naravo neznane, slovenstvo tuje ideologije. Ideologije, ki je mnoge Slovence pobesnela, mnoge pa tako prestrašila, da so tiho in oprezno opazovali dogajanje. In s svojo pasivnostjo tudi oni omogočili razmah komunizma. Zgodovinski potek je pogosto globoko krivičen. Temačna komunistična mistika je zmagala v preštevilnih slovenskih dušah. Partizani so morili tukaj in na drugih 700 množičnih moriščih po Sloveniji. Niso morili okupatorjevih vojakov. V vrstah pred jamami so stali sestradani in pretepeni ujetniki različnih narodosti, razoroženih protikomunističnih vojska, civilisti, dekleta in otroci. Gole in zvezane s telefonsko žico so krvniki suvali, jim zaradi zlatega zoba razbili glavo, jih pokončali strelom v tilnik
rafalom iz mitraljeza ali pa jih žive pahnili v jamo, kjer so umirali z molitvijo na ustih. Med njimi je bil tudi pesnik Hribovšek, ki je leto pred tem preroško zapisal: Obrazi so vsi črni, razkopani, v globokih brazdah upanje zasuto. In podobno kot umirajoči Jezus kliče pesnik nebeškemu očetu: Kako si daleč, daleč od mene, joj, zasijo temo, pokliči, obudi me, roko mi daj. Partizanski rablji so s krvavimi rokami zapustili to prizorišče. Svojo vest so mirili z alkoholom in diaboliziranjem pobitih, ki so jih razglasili za izdajalce, njihova imena zasvinjali z goro laži, na njihova trupla pa potresli smeti. Tukaj je končal najodličnejši del narodnega telesa, njegova hrbtenica, inteligentni, pridni kmetje, delavci, pesniki, dijaki, študenti. Naš razum se izčrpava, ko razmišljamo, zakaj so morali umreti. Na tako grozovit način. Ali pa je to del skrivnostne božje kombinatorike, del velikega načrta, v katerem Bog celo lastnemu sinu ni prizanesel. Dragocena je v Gospodovih očeh smrt njegovih zvestih. V desetletjih po vojni se je po mikrofonih ob spremljavi harmonik opevalo partizane, rdečo zvezdo, Tita in partijo. Laž potrebuje glasno odobravanje in aplavz. Le v tišini domačih izb se je tiho govorila resnica. In kdor je v tistih svinčenih letih pošteno in bistroumno motril družbeno dogajanje, je lahko že takrat jasno videl legitimnost domobranskega boja. Videl pa je lahko tudi rezultate partizanskega boja, uničenje demokracije, nasilne zaplembe imetja, montirani sodni procesi, cenzura, teror tajne službe, nesramno bogatenje šefa države in buržujski življenjski slog partijske elite, uničevanje starih tradicij in družinske travme, ki trajajo do danes. Zgodovina je počasi, a vztrajno razgaljala pravo naravo komunizma. Ob koncu 80-ih so pričele pospešeno padati še zadnje maske. Na dan so prišla pričevanja o komunističnih zločinih, tudi o tem v Kočevskem rogu. Okosteneli komunistični sistem se je zrušil brez napada sosednjih kapitalističnih držav, brez zarote domačih izdajalcev, brez enega samega strela. Sistem, ki je najprej pričel razpadati na Poljskem, je v nekaj letih padel sam od sebe. Brezverci vidijo v tem splet naključij, posledico slabe ekonomije. Duhovno poglobljeni opazovalci pa prepoznajo v tem delovanje Božje roke. Roke, ki lahko tudi po krivih črtah ravno piše. Po svetu stoji zelo veliko cerkva, romanskih, gotskih, baročnih, renesančnih, neoklasicističnih, modernističnih. Mi pa danes častimo Boga pod mogočnimi drevesi Kočevskega roga, ki je med svetimi kraj edinstven. S krvjo mučencev prepojena arena med brezni in nebom, stičišče pekla, zemlje in nebes. To je kraj slovenskega velikega petka. To je kraj premišljevanja skrivnosti trpljenja in hvalnic Bogu, ki je premagal smrt. In nam odprl vrata v nebesa, kjer se bomo srečali z našimi mučenci. 12 000 slovenskih mučencev v zboru nebeščanov zagotovo ne stoji križem rok. Med drugim jih lahko tukaj na zemlji prosimo, naj posredujejo pri Bogu, da se vrne k nam zdrava pamet, da odstranimo vso totalitarno navlako, da vzravnamo hrbtenice in okrepimo klecava kolena, da ugotovimo, da zgodovina ni slepa usoda, da smo mi tisti, ki lahko preusmerimo tok zgodovine.
Kaj prinaša jutrišnji dan, ne vemo. Vemo pa, da je Bog na naši strani in da je pred nami milostni čas. Sveti Pavel nam kliče: glejte, zdaj je dan rešitve. Tomaž Akvinski pa dodaja: novo pride, staro mine. Noč premaga dan svetav. 12 000 slovenskih mučencev, prosite za nas.